da ljudje plešajo. To se mi zdi, da naredi tako vzdušje čist drugačno, pač, ko so ljudje enkrat sproščeni na plesišču. Imam tremo, ampak bi rekla bolj, da mogoče to ni sam trema, ker nek strah, ampak enostavno, preden greš na oder, se tvoje telo pripravlja in ta energija se tako builda up v tebi in sam rab iti ven, ne? Ampak vem pa, da bo to bombastično, tako kar je bilo vedno do zdaj. Fresh ustvarjalci, nori glasbeniki, nori. Dobra selekcija glasbe, pač zabava bo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro Minutke. Danes je z nami obetavna glasbenica Lejre, ki bo 26. decembra nastopila tudi na težko pričakovani zabavi Sladica Live and Party v ljubljanski Cvetličarni. Bova začeli mogoče kar s tvojo glasbo, ne? Ti ustvarjaš avtorsko glasbo. Kaj te navdihuje pri tem? Ne vem, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da napišeš dober komad? Velikrat, v bistvu največkrat mi pridajo ideje tako v momentu. Včasih tudi recimo, ko pač hodim iz trgovine glih, ali pa se sprehajam po Tivoliju, ali pa kuham kaj. Tako da si takrat pač probam posnet na telefonu, a ne? Potem pa, ko grem pa dejansko v studio, mi je pa pač pomembno, da so tam ljudje, ki pač mi je udobno takrat z njimi, da ni preveč ljudi tudi, ker pač sem jaz zelo hitro distracted. Pa da imam kak dober čajček zraven, tako da je ambientno in potem sam lepo stečejo stvari, ponavadi. Kaj pa je tisto, kar si recimo najbolj želiš, da bi ljudi odnesli od tvoje glasbe v idealnem scenariju? Da najdejo noter tisto sporočilo, ki je v bistvu, ki se njih najbolj dotakne. Se mi zdi, da ko poslušamo glasbo, ne glede na to, od koga je, pa mogoče tudi, če ima neko primarno sporočilo, in tako si drugače dojemamo, a ne? Tako da si želim, da v bistvu mogoče ne, da odnesejo neko specifično sporočilo, ampak da najdejo nekaj, kar njim pač pomeni. Veliko pomeni, ja. V katerih glasbenih žanrih se pa najbolj najdeš, pa zakaj? Jaz v bistvu zelo rada tako eksperimentiram in se gibljem med različnimi žanri. Se mi zdi, da me dostikrat največ umeščajo med neke tako bolj R&B, soul, neo-soul, kar lahko tudi sama rečem, da ja. Znam pa tudi zaplavati malo v te indie vode, kar mi je tudi tako fajn, tako da ja. Kakor sem že napovedala, je osrednja tema najinega pogovora danes Sladica, ne? To je projekt, ki letos praznuje 20-letnico in v zadnjih letih si se mu pridružila tudi sama. Zdaj ta 26. decembra se obeta Sladica Live and Party, kjer boš ravno tako sodelovala. A mogoče lahko že vsaj malo poveš, kaj lahko pričakujemo, tako od te Sladice, kot od tvojega nastopa na Sladici. Še ne vem čisto specifično točno, kaj lahko pričakujemo, ampak vem pa, da bo to bombastično, tako kar je bilo vedno do zdaj. Fresh ustvarjalci, nori glasbeniki, nori. Dobra selekcija glasbe, pač zabava bo. Tako da to. Kakšna energija pa vlada med vami glasbeniki na Sladici? Se mi zdi, da ste en tak res dober community. Ja, jaz bi kar rekla, da smo tak power group. Tako da energija je pač dobra, fiery, teče. Tako, ja. Ste se nekako našli in ujeli, ne? Mislim, da ja. Kaj pa kakšni tvoji rituali pred nastopom? Zdaj ne konkretno za Sladico, no, lahko tudi nasplošno. A imaš tremo in če jo imaš, a jo moraš premagovati na kakšen poseben način? Jaz imam tremo,
ampak bi rekla bolj, da mogoče to ni sam trema, ker nek strah, ampak enostavno, preden greš na oder, se tvoje telo pripravlja in ta energija se tako builda up v tebi in sam rab iti ven. In se mi zdi, da je to pol ta trema. Jaz jo definitivno imam, se počutim ful uskičeno in ready, da gre vse to ven iz mene, tako da ponovadi že pred špili malo skačem, se somatsko probam uravnati živčni sistem, da čeprav je full fire, da si še vedno postavljen in ready, da pač stojiš in narediš to, kar je treba narediti. Ritualček, imam svojo Agua de Florida, to je v bistvu sveta voda iz Latino Amerike. Wow. Tako da ponovadi si to malo Poškropiš. da se dam v right energetic mood. Veliko se sama s sabo pogovarjam v stranišču, si dajem pep talks, da imamo to. Pa ja, to somatsko tresanje. Pa mogoče malo tako živcejram ostale ljudi okrog mene, da so pa še oni malo živčni. Se po moje tudi ostali živcirajo druge, ne? Tako da je pa nekako zajemno to. Ne? Pa itak pravijo, da če nimaš treme oziroma če nisi vsaj malo živčen, pol ti neki ni oziroma ti dogodek ne pomeni zares toliko, ne, kot bi mogel. Tako da jaz mislim, da je to čisto zdravo. Zdaj, ko že govoriva o sladici kot zabavi, ne? Kaj pa je zate dobra zabava ali pa kakovostna zabava? Kaj se mora dogajati tam? Dobra glasba. S tem zame osebno je pač to glasba, na katero lahko in plešeš in poješ zraven, da je organska, pač, da ko slišiš, da čutiš v telesu ta to. Pol, da ljudje plešajo. To se mi zdi, da naredi tako vzdušje čisto drugačno, pač, ko so ljudje enkrat sproščeni na plesišču. Je to že to pač nekako, ne? Boljška. Prava osvetlitev. Okay. Če gremo v detajle, da je prezračen prostor. Da se ne dušiš lih. Ja, to bi vzrekla. Super. Pa da so pač moji prijatelji zraven, ta pravi ljudje, ki jih imam rada. Razlog, da se morajo ljudje udeležiti te zadnje letošnje sladice v enem stavku, recimo? Najbolj fresh R&B festival v Sloveniji.